V bistvu je bila želja predvsem spoznati on-site tudi kupca ameriškega oziroma customerja, kako razmišlja, pridobiti čim več nekih kontaktov, ki bi mogoče v prihodnosti lahko prinesli ali poslovno sodelovanje ali možnost kakšnih investicij. In pa predvsem tudi je ta del recimo druženja z drugimi founderji, ki so recimo podjetja v podobni fazi ali pa ki so že čez neke izzive šli, v katerih se trenutno recimo tudi mi nahajamo, da se v bistvu lahko en teden ali pa mogoče s takimi ljudmi podobno mislečimi skupaj in se v bistvu lahko pošeraš kar nekaj idej, si pomagaš drugim. Izkušnja je bila dobra, zaznal sem velik potencial, poslovni potencial na ameriškem trgu, kar smo v bistvu že prej domnevali, ampak zdaj sem dobil kar nekaj dobrih potrditev za to. Izkušnja je bila tudi dobra, ker je bila organizacija dobra, se pravi tudi Diana Mitrović pa Chris Marshall iz MCM sta izredno se potrudila, da smo se tudi mi dobro počutili tam, tako da so bile aktivnosti, da je bilo veliko nekih vsebin, ki mogoče lahko podjetnikom, ki vstopajo na ameriški trg, prav pridejo. Ne samo razmišljamo, delamo na tem zelo intenzivno. Ja, program je bil zelo natrpan, kar nekaj aktivnosti vsak dan. Smo spoznali neke investorje oziroma finančnike, ki v bistvu so predstavili en tak zanimiv koncept investiranja, ki ga mogoče v Sloveniji še ni, pa ni toliko razumljen, namreč kot nek sponsorship investment, kjer v bistvu nekdo podpre projekt, brez da v zameno kaj zahteva direktno, ne, ampak in tako zanimiv koncept, ki v bistvu bil nam vsem precej nov. Je pa tako, da recimo, ko ti podpreš nekega podjetnika, ko se posel razvija, si lahko za prihodnost recimo kakšno stranko s tem zagotoviš, si lahko kupno moč ljudi na lokaciji povečaš, tako da v bistvu precej out of the box razmišljanje, ker v Sloveniji vidim, da še vedno se zelo direktno vedno razmišlja, kaj je tukaj zame danes tako je, ne. Mislim, da v tej fazi mogoče prav novih znanj ni bilo veščin. Konec koncev smo že večinoma že nekaj časa tudi v podjetništvu, tako da je pa pač ravno ta način razmišljanja o investiranju, ki sem ga prej predstavil, to je bilo nekaj novega, pa tudi to, da mogoče, kar sem itak vedel, a ne, da ameriški kupec se povsem drugače obnaša kot recimo evropski, že slovenski se precej drugače, ampak ameriški je pa res po domač povedan čisto svoja vrsta, tako da to razumeti recimo je kar zahteven proces in ki je v bistvu kar velik predpogoj za uspeh na ameriškem trgu. Kako bom rekel, ameriški ekosistem, če zdaj govorimo o podjetništvu, je podjetništvu veliko bolj naklonjen. Bolj je naklonjen tveganju. V Sloveniji še vedno je pač precej negativna konotacija, kar se tiče tveganja. Tako da tukaj mislim, da tudi ameriški ekosistem je bolj prodajno usmerjen. Mi smo še zmeraj precej bolj produktno usmerjeni, mi smo boljši razvijalci kot prodajalci, tako da tukaj mislim, da se moramo še veliko naučiti. Tudi to poslovanje recimo z nekimi kontakti, z mrežami, se mi zdi, da je tam bolj razvito, ker nekdo, ki ima dobro razvito mrežo kontaktov, zna to tudi tu naučiti, ne. Pri nas v Sloveniji še vedno mislim, da pa tudi hvaležnost je na drugi strani. V Sloveniji se velikokrat dogaja, da ti nekoga z nekom povežeš, pa niti ne dobiš mailov za hvalo. Ok, razvili smo posel naprej, hvala za povezavo, kaj lahko pomagam, kaj naprej, ne? Ampak se nam zdi vse nekaj tako samoumevno. Tam je pa to v bistvu daj dama, ne? Oziroma dam daj, ko se vračajo stvari.
Tako da mislim, da to je neka velika razlika, no, med ameriškim in slovenskim sistemom. Odlična družba. Tukaj res vidim, da podjetniki smo zelo podobni si. Vsak po svoje nor, pozitivno nor. In da smo si res ljudje pripravljeni pomagati med seboj. No. To je res neko sodelovanje, neko medsebojno spoštovanje velja. No. Tako da to mislim, da je nek ključna stvar, ki si jo bom zapomnil. Zdaj, kar se tiče udeležbe na programu, pa lahko tudi za prejšnje govorim, treba se zavedati, da rezultati ne pridejo čez noč. In mogoče tudi pri sebi videti, kdaj prehitro pričakujemo kakšne stvari. Recimo gre za 5 dni v Las Vegas in pričakuješ, da boš investicijo dobil. Tako pač ne gre tako. Ne? Tako da je treba to vzeti kot neko, bom rekel, šolo ali pa kot neko priložnost, predvsem pridobivanje kontaktov in da čim bolj poslušaš ljudi na drugi strani, se probaš čim več naučiti od njih in da se ne bati vprašati. Tako da res, da se dobi feedback z njihove strani. Ker je tudi investitor ameriški drugače razmišlja kot evropski, recimo drugače se obnaša, mogoče v določenih primerih. Kupec se drugače obnaša, poslovni partner se drugače obnaša. In treba je poslušati in spremljati in to potem povezati z poslom, ki ga sam delaš. Ne? Nasvet je bil to, da je treba poslušati in slišati.